Res še enkrat lep pozdrav, spoštovani gostje današnjega drugega dela ustanovnega sestanka Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Kot smo že slišali, gre za mrežo, ki z ustanovitvijo želi podpirati in utrjevati proces internacionalizacije univerze. Namreč po svetu na vseh celinah, v mnogih državah in univerzitetnih središčih živi, raziskuje ali poučuje mnogo Slovencev, in ti so lahko pomembna intelektualna in siceršnja vez z Univerzo v Ljubljani. Le-ta se namreč hitro bliža svoji 100. obletnici ustanovitve. Ta v Sloveniji najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno-raziskovalna ustanova je s svojimi prizadevanji in brezpogojnim priseganjem na znanje vzgojila in izobrazila nešteto generacij, med njimi zavidljivo število vrhunskih znanstvenikov, ki tudi ime univerze s ponosom izgovarjajo v novih delovnih okoljih, pa naj bo to doma ali pa v tujini. Del te univerze ste nekateri med vami bili tudi vi nekoč, drugi pa se boste tako ali drugače povezali preko Svetovne mreže Univerze v Ljubljani ali na kratko SMUL. Zahvala gre za to vsekakor tudi zdajšnjemu rektorju, profesorju dr. Ivanu Svetliku, ki ga tudi pozdravljamo v tokratnem omizju. Je pa s svojimi sodelavci spoznal, da znanje nima več domovinske pravice, da je raziskovanje globalno ali ga pa sploh ni, da je naloga današnjega intelektualca cenjene preteklosti, razumevanje sedanjosti in ustvarjanje prihodnosti. Lahko pa nas veseli tudi, da je SMUL ob svojem konstituiranju že izvolil vodstvo, predsednik pa je, kot smo slišali, profesor dr. Zlatko Skrbiš. No in kakšen je namen ustanove Svetovne mreže Univerze v Ljubljani? Kako bo mreža delovala? Kaj mislite v kontekstu internacionalizacije? Kako bo omogočala dvig študijskih programov? Kako bo intenzivizirala mednarodno sodelovanje? To je samo nekaj vprašanj, ki jim bomo posvečali današnjo razpravo, ki jo bo tako kot sama usmerjal tudi profesor Skrbiš in pa seveda rektor Svetlik. No, da bi pa se najprej bolje spoznali, naj za začetek res prosim, da se na kratko vsak predstavi, od kod prihaja, kaj je njegova profesionalna usmeritev, poučuje, je raziskovalec na katerih področjih in tako naprej. Profesor Skrbiša smo že slišali, gremo lahko kar po vrsti. Unfortunately, I have to speak in English because I do not speak Slovene so good and I can understand but cannot speak. So I'm a medical doctor, I'm a dermatologist, and I'm also into skin cancer research, and I'm working at the Military Medical Academy in Belgrade, and I'm a professor of dermatology. So I hope that the collaboration within SMUL will start within some mutual projects, research projects in my area of interest. I see that there is no medical doctors here, but I see that this is some global meeting and the start of collaboration, so we will see how it will go further. Thank you. Naprej. Lepo. Jaz sem Jovan Šetrajčič iz Novega Sada. Prihajam redni profesor na univerzi, na departmanu za fiziko. Fizik sem, 65 let, še 1-2 leti do pokojnine, ampak predavam, ukvarjam se končnem zdaj biofizikom, fizikom kondenzirane snovi, zdaj malo nanotehnologijom, ampak zdaj več časa v teoriji, ker v Srbiji je premalo finančnih sredstev za kakšno veliko raziskovalno delo.
Ja, hvala, dr. Šetrajčič. Naprej lepo prosim. Again, I am third person from Serbia. We are here in one group, and obviously the largest group from all of here. I am Leopold Poljaković-Pajnik. I came from University of Novi Sad. Sorry, I'm not speaking Slovenian. I can understand it, but not speaking. I'm a researcher at the Institute of Lowland Forestry and Environment. I'm dealing with forest protection and forest entomology, and I'm obviously only one forester here. I have excellent cooperation and collaboration with the researchers from Slovenia, from Gozdarski institut v Ljubljani i Biotehničko fakulteto v Ljubljani. I expect more chances for cooperation and collaboration, me personally, but with and other researchers from my institute and my university. Hvala lepa. Ja, naprej. Sem Maja Đukanović, tudi iz Srbije, ampak govorim slovensko. Sem sicer redna profesorica slovenskega jezika, vidim, da bom imela še dodatne ure. Zelo ukvarjam se z jezikoslovjem, prevajalstvom in tako naprej. Zelo tesno sodelujem s Centrom za slovenščino kot drugi tuji jezik. In mislim, da bi tudi center nekako bilo treba vključiti v to naše delovanje, saj ima že veliko mrežo lektoratov po svetu na univerzah in lahko mogoče pomaga pri vzpostavljanju stikov. Toliko zaenkrat, hvala. Ja, hvala. Gospod Đukanović, naprej. Moje ime je Mladen Pavičič, jaz sem Ljubljančan, učim pa na univerzi Loranda Ötvösa v Budimpešti in sem z tega centra, ki ga je Maja Đukanović pravkar omenila, ker sem tja poslan z Ljubljanske univerze kot lektor. Drugače se ukvarjam pa predvsem s sodobno slovensko književnostjo. Se pravi jezikoslovec, ne? Ja, hvala, profesor Pavičič. Sem pa slovenist, ja. Ja, naprej lepo prosim. Ja, moje ime je Marjan Slak-Rupnik, jaz sem tudi Ljubljančan, fiziolog po poklicu, sem zaposlen na Medicinski univerzi na Dunaju, delno pa tudi še na Medicinski fakulteti v Mariboru. Ukvarjam se z mehanizmi izločanja inzulina iz trebušne slinavke, to pomeni pač procesi, ki vodijo lahko tudi v sladkorno bolezen, ki je vsako leto praktično večja bolezen. V bistvu se pa ukvarjamo tako od molekularnih ravni do sistemskih ravni celotnega organizma. Imamo tudi veliko biofizikov v skupini, tako da lahko celostno opišemo sistem. Hvala. Torej medicina, natančne fiziologija, ne? Tako, ja. Ja, hvala. Naprej. Lepo pozdravljeni, jaz sem pa Katja Cerar, prihajam iz Univerze v Ljubljani, iz rektorata, bom pa v pomoč pri vzpostavljanju oziroma spodbujanju internacionalizacije na naši univerzi. Hvala. Ja, hvala vam. Dalje. Jaz sem Nuša Čamar, delam na Univerzi Friedrich Alexander University, Erlangen-Nürnberg, na Department Kemij, Farmaciji, katedra za medicinsko kemijo. Kljub temu, da to precej kemično zveni, sem po osnovni izobrazbi molekularna biologinja in se ukvarjam, oziroma moje delo je na tem sivem območju, zelo zanimivem območju med medicinsko kemijo in biologijo. Moja želja je razviti oziroma najti nove substance za zdravljenje bolezni, ki so povezane z imunskim sistemom. Sem pa trenutno habilitantka po nemškem sistemu, za katerega pa moram reči, da se zelo močno razlikuje od obstoječega slovenskega sistema. Hvala. Hvala vam. Torej področje, ki ima prihodnost. Ja, upam. Ja. Glede na to, da so ljudje vedno bolj bolni, nam ne bo zmanjkalo dela. Tako. No, ker se pa habilitacij tiče, je pa profesor Svetlik, rektor, že tako in tako razložil, pa profesor Čopič ravno tako. Dalje, lepo prosim. Ja, moje ime je David Fried, jaz sem rojen na Švedskem. Continue with the next part in English, because it will make it a little bit easier for me. I am an associate professor in biochemistry at the Lund University.
It was 15 years ago since I really was there. Now I've been much more working in the research park with helping with funding of companies and also with my own company in blood diagnosis in point of care. And now recently, a month ago, I was appointed by the Slovene government to be the Honorary Consul for Slovenia in Sweden. And part of my work there will be to help with collaboration on science and culture and industrial projects too. Hvala. Torej tudi področje, ki obeta veliko in možnosti za intenzivno sodelovanje. Ja, mislim, da ja. Mislim, da ja to. Ja, lepo prosim. Jaz sem Zijet Jagodič, iz Tuzle, iz Bosne in Hercegovine. Po osnovni šoli, srednje šole sem pisal v Mariboru. Pardon, sem mislil, da ne treba vključiti. Srednjo šolo sem končal v Mariboru, na to višjo, potem pa visoko prometno šolo v Portorožu. Magisterij sem nadaljeval na Zagrebški univerzi, sveučilištu. Potem sem pa v Bosni doktoriral prav tako prometne znanosti. Bil sem na različnih takih gospodarskih delovnih mestih, šef službe za urejanje prostora v Tuzli, tehnični direktor cestnega podjetja, velikega, skoraj 800 delavcev. Bil sem direktor zavarovalnice. Eden sem od prvih začetnikov osnivanja Sarajevske borze, tako da sem ves čas in v gradbeništvu sodeloval z vsemi slovenskimi podjetji in bil eden od velikih lobistov, tako da če je karkoli slabega, so rekli, Jagodič je kriv. Samo ne glede na to, jaz sem srečen in ponosen na to, da še danes imamo v Bosni in Hercegovini dosti slovenskih podjetij, s katerimi sodelujemo z ambasado, sem v stalnem kontaktu, tako da v zadnjih 5-6 letih sem bil tudi v Državni agenciji za privatizacijo, v nadzornem odboru ali nadzornem svetu. Bil sem predstavnik oziroma ekspert Bosne in Hercegovine za podnebne spremembe pri Združenih narodih. Od leta 2010 do leta 2015 sem v državnem parlamentu Bosne in Hercegovine kot poslanec, član državnih komisij za ekonomske reforme in promet in zveze. Trenutno sem aktiviran na 2 fakultetah, tako kar se tiče prometnih predmetov, v Brčkem in v Sarajevu, in sem istočasno skozi vse te posle bil prisiljen na osnovi nagovora veleposlanika oziroma ambasadorja Slovenije, da registriram oziroma se prijavim za sodnega tolmača slovenskega jezika, ker je to deficitarna dejavnost na področju Bosne in Hercegovine. Tako da na vsak način Slovenijo delam, živim, sodelujem, ne samo v preteklosti, v prošlosti, to bo tudi po vsej verjetnosti v bodoče. Tako da sem posebej srečen, ko sem danes tukaj, da spoznam nove ljudi, nove prijatelje in vsekakor naslednje leto, da rečemo, kaj smo naredili in da do tistega časa pripravimo naše ideje, naše predloge in to skupščino naslednje leto naredimo dosti bolj v tej smeri, kakor je univerza zamislila in jaz mislim, da je dosti prostora za povezavo, predvsem na znanstvenem področju, ker vidim, da v Bosni, dovolite samo še eno minutko, kjer vidim konkretno v tem času, v Bosni in Hercegovini, pa tudi v bivših republikah, ne vidim nikjer, da Ljubljanska univerza ima tako tesno sodelovanje v obliki, ne vem, malo prej je rektor rekel, da gledajo, da je kvaliteta na prvem mestu. Na jugu je po mojem mišljenju kvantiteta. Mislim, da ni eno ni drugo, sredina je vmes in da bi morali vsega pomalo in enim in drugim, in zato vidim veliko možnost delovanja in nastopa Ljubljanske univerze na tem regionalnem področju. Toliko hvala.
Ja, gospod Jagodič, hvala vam in kot kaže z vašo vehemenco vam delo v prihodnje največ tudi ne bo zmanjkalo. Vsekam. Hvala. Pozdravljeni, jaz sem Ana Čehovin iz Velike Britanije in sicer iz Univerze v Oxfordu, natančneje iz Sir William Dunn School of Pathology. Sem pa mikrobiologinja in ukvarjam se z bakterijskimi spolno prenosljivimi boleznimi. V Angliji oziroma v Veliki Britaniji sem že 11 let. Diplomirala sem na biotehniški fakulteti, potem pa odšla na magisterij v London, tam tudi doktorirala in trenutno je toliko možnosti v Angliji, da tam še vedno ostajam. Hvala. Ja, hvala vam. Tudi vaše področje je zelo obetavno. Ne? Ja, gospod Verč. Zelo hitro, jaz sem klasični slavist, kot se temu pravi, kar v Italiji pomeni, da predavaš od bolgarščine do Vladivostoka približno. Ja, ampak to se šalim, ne, moja specialnost je sicer rusistika, nekaj malega tudi slovenistika, ukvarjam se predvsem s literarno teorijo, s problemi komunikacije in meni je zelo žal, da literarna teorija umira v Sloveniji, ker je osnova za razumevanje tega sveta, ki je zgrajen na jeziku in na komunikaciji. Ne v negativnem smislu, ne zato, da te jaz nekaj prepričam, da se jaz branim pred tistim, ki me hoče kaj prepričati, kar je bistvena razlika in literatura v tem je, mislim, osnovni material. Z Ljubljansko univerzo, posebno z oddelkom za slavistiko, odlično sodelujemo. Skupaj smo tudi že združili načrt, ki je nastal v Trstu, slavistične revije, imenuje se Slavika Trgestina, in ki je najprej bila samo naša, mislim, tržaška, zdaj pa je mednarodna in vključuje tako Ljubljansko univerzo kot univerzo v Konstancu v Nemčiji. Meni se zdi, da to je ta prava pot, po kateri lahko gremo naprej. Hvala lepa. Ja, hvala vam. No in kot kaže, intenzivni kontakti s Trstom in s Tržaško univerzo se utegnejo še povečati, ne? Jaz si zelo želim. Ja, lepo prosim, dalje. Aha, dobro. Sem Marija Mitrovič, v bistvu študirala sem v Beogradu, v Trstu živim od leta 1993, ukvarjam se najprej z slovenistiko, 30 let v Beogradu sem predavala slovensko književnost, na Tržaški univerzi predavam tudi po upokojitvi srpsko, hrvaško, bosansko književnost, torej južna slavistika. Na Ljubljansko univerzo sem posebej navezana, tukaj sem začela svoje magistersko delo s pokojnim profesorjem Dušanom Pirjevcem, Zadravcem, magistersko delo, doktorat pa sem delala pri Dušanu Pirjevcu, sicer v Beogradu, ne v Ljubljani, zato ker magisterskega študija takrat še ni bilo v Ljubljani. Ostala sem povezana seveda tudi strokovno, tudi sem avtorica knjige Pregled slovenske književnosti, ki je bila prevedena tudi v nemščino in še vedno se uporablja na nemških univerzah. Kaj me je pritegnilo, da pridem, kljub temu, da sem že 4. leto upokojenka, ampak delam po pogodbi z univerzo, to, da dokler sem delala redno kot profesor, sem bila tudi predstavnica Erasmus razmenjave študentske z evropskimi univerzami za mojo fakulteto. In v 4 letih sem ugotovila, da nihče ni hotel priti v Ljubljano. Tudi nismo imeli nobenega študenta iz Ljubljane, kar se mi je zdelo škoda. Imeli smo recimo z Koprske univerze, z drugih univerz slovenskih ne, z Koprske smo imeli 2-krat, ampak z ljubljanske ne. In ko sem vprašala svoje študente, zakaj se ne prijavijo za Ljubljano, so rekli, ja, slovenščine ne obvladam in brez slovenščine tam ne morem. Ne. Tako da tudi z teh jezikovnih skupin se študentje niso upali prijaviti se. Imeli so precej visok respekt do kvalitete univerze, ampak nekako se niso. Ne vem, kako bi se šlo
v smer reševanja tega problema, ampak mislim, da je to problem, ker povezava mladih je, mislim, bistvena. In ta Erasmus daje to možnost, ampak študentje jo ne koristijo, vsaj med Ljubljano in Trstom, to je moje. Morda se bo zadeva kaj odprla v prihodnje. Ja, hvala vam. Gospod Fink. Diplomiral v Argentini, doktoriral v Španiji, v Madridu. Posvečam, sem sicer pravnik, kot sem rekel, vendar z močno politološko deformacijo. Tako da se včasih definiram prej za politologa kot za pravnika. Predavam zdaj še na državni Buenos-Aireški fakulteti, sem se že v pokoju, vendar ohranjam stik z njo, na Katoliški univerzi v Buenos Airesu pa še predavam kot že 32, skoraj 33 let, politološke predmete, predvsem iz mednarodnih odnosov. Predvsem mednarodne odnose. Torej, to je moje. Imam dve knjigi, zdaj mi je Konrad Adenauer Stiftung izdala meseca maja drugo knjigo, ne vem, če kakšne druga mnenja zapoznajka, ne? Ali zdaj samo predstavitev? Tako, kratka, hvala vam. Ja, vi ste gospa Zigman, ne? Biologinja. Trenutno živim, delujem, raziskujem v tujini, trenutno umintno na Max Planck inštitutu za kvantno optiko, kjer se ukvarjamo s tem, da bi uporabili najnovejše dosežke z področja laserske fizike v biomedicinske namene. To je bilo to. Hvala. Zanimivo, zelo zanimivo. Hvala vam. Tule. I also will introduce myself in English. I do understand Slovenian. So I'm Austrian, and my contact to Slovenia is because my wife is a Slovenian, so I know a little bit about the Slovenian academic landscape. I'm a molecular biologist, studied in Vienna at the IMP Institute, and I did a postdoc in Seattle at the Fred Hutchinson Cancer Research Center. So my work focuses on tumor initiation, tissue regeneration, stem cells. I worked also at the German Cancer Research Center in Heidelberg, Germany, and since recently I was a scientific editor for the EMBO journal. So EMBO is the European Molecular Biology Organization located in Heidelberg, and I think there, from this angle, I think I could give some input maybe in terms, for this group, in terms of access to international fellowships, funding sources in Europe, progress for young scientists, and also insights in maybe scientific publishing, peer review, and so on. So that would be it. Thank you. Hvala. Torej, zanimiva, pestra skupina, zelo dost vas je iz področji, ki obetajo prihodnje ogromno za uspešno in zdravo prebivalstvo. Bi gospod Skrbiš in pa profesor imela kaj dodati, vprašati, pripomniti? Ja, pravzaprav je skupina zares zanimiva, če bi šli še gledati tiste, ki tu niso prisotni, bi se pestrost samo še povečala, tako da se jaz veselim tega prenosa sveta, da tako rečem, na našo univerzo in skozi te stike in seveda tudi v obratni smeri. Ampak zelo konkretno bi rekel, da smo ravno včeraj imeli en zanimiv sestanek z Univerzo v Trstu, kjer smo se dogovorili o intenziviranju raziskovalnega sodelovanja med obema univerzama, tako da želje, da se te stvari, to sodelovanje okrepijo, so na mestu, in jih poskušamo že tudi sami spraviti v realnost. Pa še druga opaska, če ste videli pri predstavitvi naših področij na univerzi, smo na prvo mesto tako rekoč postavili zdravje. In zelo zanimivo, ko poslušam, koliko od vas je dejansko aktivnih na tem področju, tako da je mogoče to tudi ena od priložnosti, da identificiramo za v prihodnje sodelovanja prav, recimo tudi na takem področju, kot smo ga mi sami že opredelili kot eno od prednostnih v prihodnje. Toliko mogoče.
Morda bi samo dodal, da bilo je zelo koristno slišati različne pristope oziroma različne izkušnje, ki jih imajo člani te skupine in tudi tisti, ki niso danes z nami. Mislim, da je Ljubljanska univerza že od samega začetka neverjetno mednarodna. Ravno danes sem prelistal v konzorciju knjigo, ki govori o ustanovitvi univerze. Leta 19 je bilo na Dunaju 900 Slovencev in na nek način se mi zdi, da jih je danes še več razpršenih po svetu. In mislim, naš izziv je v bistvu, kako v bistvu pritegniti interes vseh teh ljudi, ki so razpršeni in v bistvu nekako oploditi izkušnje in prakso znotraj univerze. Tako da mislim, da smo na eni fantastični istočnici za novi način dela in razmišljanja. Ja, hvala. Nekateri med vami ste že povedali svoje motive, ideje, zakaj ste se vključili in prijavili v SMUL mrežo. Pa vendar zanima me recimo za ostale, ki pa na nek način še niste toliko eksplicirali recimo teh svojih pričakovanj, idej, mnenj oziroma motivov, zakaj pristopiti k eni taki mreži. Ja, kar izvolite. No. Prej je bila samo predstavitev, samo nekaj misli. Tole, violina in čelo, se mi zdi zelo zanimiva ilustracija, glasbena ilustracija tega, kar mi danes delamo. Namreč duo, duet, violina vodi melodijo, čelo dopolnjuje. Vi, Univerza v Ljubljani, ste melodija, ki vodi. Mi zunaj smo violončelo, ki vse lahko dopolnjuje. Ne vem, če se vam zdi preveč izumetničena misel, pa vendar to se mi je pojavilo, ko sem slišal to lepo igranje. Druga misel, ki sva se jo prej izmenjala s kolegico Majo Đukanović, namreč tele zastavice, oprostite, bo izgledalo nekaj banalnega, ampak sva rekla, da nam ni čisto všeč, ne vem, če smem izraziti tvoje mnenje. Kaj predstavljajo te zastavice? Ali da smo iz različnih držav, če to velja za to, da je jasno, odkot prihajamo, prav. Če je pa drugače, bi pa morali bi vsi imeti slovensko zastavico v rokah. Zato, da bi rekli, mi vsi smo Slovenci, ki prihajamo od zunaj, noter, od znotraj spet ven in se oplajamo med seboj, zato, da je naša Ljubljanska univerza večja, močnejša, lepša, uspešnejša. Kaj ti? Glavna misel se mi zdi, in to sem ravno včeraj sem se pogovarjal s kolegom iz pravne fakultete, ki mi je on rekel, ne jaz njemu, jaz sem to napisal že pred več leti, odpri se Slovenija. In on je rekel, veš, je rekel svojemu kolegu profesorju, ki je bil dekan tiste fakultete, kjer smo se to pogovarjali, je rekel, veš kaj, mi se moramo odprti. Jaz sem rekel, ja, lepo te prosim, hvala, da si ti to rekel. Če bi jaz to rekel, bi potem morda to izgledalo čudno. Če od zunaj zahtevam, da se Slovenija odpre. Ne, v slovenskem interesu, v interesu Ljubljanske univerze je, da se odpre. Ampak zdaj pride pa ena nadgradnja te misli. Beseda internacionalizacija, kako se spet to lahko razume? Internacionalizacija pomeni, da mora Univerza v Ljubljani torej, da ima tako energijo in tolikšno energijo, da se podaja ven v zunanji svet, ampak ponavljam svojo energijo, ki jo menda ima. Tako da se mi zdi, da je to zanimiva ideja, pač kako razumemo to internacionalizacijo. Ne, da se vsi pomešamo med seboj z najrazličnejšimi elementi današnjega sveta, ampak da izhajamo iz naše biti, iz naše slovenske biti. In gremo potem navzven in se zato povezujemo, ker je naša identiteta jasna. Hočem reči, oprostite, namaram zadevati ob kakšne bolj občutljive teme, ampak je že prav, da žive naj vsi narodi. Ja, ampak veliko prej je pa povedano, da komu naj pred veselo zdravljico bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, Bog živi v slovenski svet. To je že napisal naš
dragi in nikoli pozabljeni pesnik. Še to, iz Župančiča poznamo tisto, če se ne motim, iz naše besede, ko nekje pravi, slovenska misel spluj, vrzi se do nebes, razpni se, po razponu tvojih kril bo meril narod čilost svojih sil. Jaz sem se teh verzov in še mnogo drugih naučil, ko sem bil študent v srednji šoli, pa me spremljajo že od tedaj do danes in me bojo, ne vem, do konca spremljale. Slovenska misel spluj, slovenska misel je pa doma v Ljubljanski univerzi in če odprej ne, vsaj od leta 19, kot je bilo tukaj rečeno, ko so se slovenski izobraženci lahko začeli izobraževati doma in jim ni bilo treba hoditi na Dunaj, v Graz, v Prago in tako dalje. Torej, slovenska misel tukaj je doma, od tukaj izhaja, dopolnjujmo jo mi z našim violončelom od zunaj. Hvala lepa. Ja, hvala vam. Še kdo? Ja, gospod Verč. Zdaj smo pogovarjali o tem, kako naj bi od zunaj, recimo tako, mislim, podpirali, kakorkoli sodelovali z Ljubljano. Obstaja tudi obratna smer, ne pozabimo. Jaz sem bil 2 leti v državni komisiji, italijanski, vse državne komisiji za podeljevanje habilitacij. Jaz smo imeli zelo čuden sistem, ne sprašujte, ampak 200 kandidatov, tako da se razumemo, no, mislim. In 2 leti sem sedel v tej komisiji, kjer smo podeljevali te habilitacije za izrednega, rednega, kar ne pomeni službe, to je samo habilitacija, da se razumemo. Jaz sem bil presenečen nad popolno odsotnostjo Slovencev. Habilitacijo so se prijavili iz Latvije, iz Rusije, iz Nemčije, iz Avstrije. Vse ne bojo prišli k nam učiti. Mogoče smo pač v Evropi. Mogoče bojo to habilitacijo, ki so jo dobili v Italiji, znali uporabiti tudi doma. Jaz ne vem. Ampak jaz sem bil prav začuden nad odsotnostjo slovenskih znanstvenikov, mladih tudi, ki bi lahko tudi dobili habilitacijo in če bi potrebovali ali unovčili, ker nimamo mi ne vem koliko slovenistov recimo v Italiji, jo unovčili v Italiji ali pa celo jo unovčili v Sloveniji. Če je to mogoče, saj ne vem, če je to mogoče, to je problem. Sem bil pa pač presenečen, tako da jaz vidim to pot, dvojno pot. Mislim, da je prav, da vsi mi, ki smo pač v raznih državah sveta, da tudi obveščamo Ljubljano, da je mogoče dobiti habilitacijo tudi v Melbourneu, kaj vem jaz, kaj to pomeni potem, nimam pojma, za Slovenijo. Ne vem pa, zakaj melbourneška habilitacija bi bila manj vredna od ljubljanske, oprostite. Jaz mislim, da ni, ali vsaj enaka je, no. Če lahko si dovolim. Hvala. Mi imamo poseben institut priznavanja habilitacij z drugih univerz. Če nekdo to predloži pač vso tisto dokumentacijo in lahko potem tudi našo habilitacijo pridobi. Ker je pa to razmeroma zapleten postopek, tako kot sem prej razlagal, smo ustvarili, kot rečeno, bližnjico. In gostujoči raziskovalec, gostujoči učitelj, profesor lahko vstopi tako rekoč v mesecu pa pol, ko se dogovorimo in ostane v tem statusu leto do 2 leti brez težav. Seveda pač na podlagi predstavitve svojih referenc, med katerimi lahko tudi seveda ta habilitacija, ki pa če bi jo želel prav formalno imeti priznano, potem mora skozi ta postopek. Ampak drugače, kot rečeno, tu ni ovir za vzpostavitev sodelovanja več. Samo na kratko, pa kot je odgovoril gospod Bog, pač človeku, ki se je stalno jokal, da ne zmaga nikoli na loteriji, naj mu pomaga, pač, da bo končno zmagal na loteriji, Bog mu je odgovoril, veš, ampak najprej moraš kupiti listek, ne, ko se temu pravi. Če se nihče ne na teh habilitacijah izven Slovenije, jaz ne vidim razloga, zakaj ne, saj Slovenija ima odlične raziskovalce, ki nimajo, mislim, ne vidim razloga, zakaj se mi tako bojimo. Jaz imam občutek, da se bojimo.
Jaz bi kar povedala, da se Univerza v Ljubljani ima tudi s čim pohvaliti. Ne? In definitivno je to dobro izhodišče, da ste prišli, da se ustvarja taka mreža, saj konec koncev sodi Univerza v Ljubljani med 3% najboljših univerz na svetu. Ima tradicijo, izobrazila in vzgojila je zavidljivo število res vrhunskih raziskovalcev in mnogi med njimi so že zelo dobro vpeti v mednarodno polje raziskovanja, poučevanja in tako naprej. Zanimivo, tudi število objav v najboljših znanstvenih revijah po svetu je v zadnjih 10 letih doseglo cirka 16.000 člankov z več kot 150.000 citati. In to univerzo uvršča nad mednarodno povprečje. Domnevam, da tega najbrž mnogi med vami niste poznali, če pa ste poznali, pa me zanima, kako komentirate to in kako primerjate recimo s svojimi matičnimi inštituti, univerzami, kjer delujete. Lahko kaj kdo o tem reče? Samo na kratko, ravno vi potrjujete to, kar jaz pravim. Slovenski raziskovalci so tako dobri, no mislim, v srednjem, no, da bi lahko konkurirali kjerkoli po svetu. Včasih imamo občutek, da se tiščijo Ljubljane, pika, prostite, zelo enostavno povedano. Medtem, ko bi lahko vse te stvari enostavno prodajali po svetu, no, svoje znanje. In to bi bilo v korist bodi si Ljubljani, bodi si državam, kjer bi ti ljudje lahko delali s svojim znanjem. Tako se mi zdi, no, jaz vsaj na svojem področju vidim premalo premikanja, no, to je to. Dobri se lahko premikajo. Tu se strinjam, profesor Čopič, recimo naravoslovje, fizika je v lanskem letu tako rekoč eksplodirala v science-u. Ne bi tako rekel, bi rekel, da je pač ena fluktuacija, ampak malo sem hotel to komentirati, to odhajanje naših. Torej, na naši univerzi imamo dejansko situacijo, ko ljudje relativno relativno mislim v tem smislu, da pač na primerljivih univerzah mnogo več in mnogo raje ljudje odhajajo v tujino, torej to je dejansko ena naših pomanjkljivosti, ki se je zavedamo in z našimi habilitacijskimi postopki moramo celo siliti učitelje, torej vas akademski kader, da bi malo več odhajal v tujino in videl, kako stvari v tujini izgledajo. Tako da to, da se ne prijavijo na italijanske habilitacije, me pravzaprav ne čudi, imate pa prav, da bi bilo seveda zelo dobro, če bi se. No, vsaj kolikor vem, recimo na inštitutu Jožef Stefan je pogoj, da si eno leto v tujini na izpopolnjevanju, drugače niti zaposlitve ne moreš dobiti kot recimo mlad. Ne moreš napredovati, ne. No, se to je tudi pogoj na nekaterih fakultetah naše univerze, torej treba je komentirati to tako, ne, habilitacijski postopki. Mi imamo sicer en enoten osnovni postopek na celi univerzi, ampak vsaka fakulteta, odnosno vsaka veda, vsako področje ima pa potem svoja podpravila, ki seveda te habilitacijske postopke lahko zelo razlikujejo. Če boste se med sabo pogovarjali, ko poznate različna področja, boste videli, da so lahko razlike relativno zelo velike. Tako da rečeno, ponekod imamo že dolga leta uveljavljeno to, da za docentski naziv mora vsak potencialni kandidat biti vsaj eno leto v tujini, ponekod drugod se pa še za rednega profesora. Ja, komentar kakšen? Tule v zvezi s tem, z mobilnostjo, recimo moja izkušnja z nemškimi univerzami je bilo tam, da nekaj, čemer oni rečejo Hausberufung, to pomeni, da lahko ti znotraj svoje univerze napreduješ na naslednje stopnjo delovno mesto praktično nemogoče. To mi je izjema, da pač nekdo, ki mogoče je zrel za Nobelovca, je lahko poklican znotraj lastne inštitucije, znotraj Max Plancka, da nekdo iz vodje skupine postane direktor. Pri nas praktično je pravilo, da se pač znotraj hiše napreduje naprej. Ampak to je zelo preprosto rešiti. Doda se v habilitacijska merila, da preprosto ne moreš kontinuirno zaposlovanje imeti. To je zelo enostavno rešiti. Ker namreč zdaj, recimo, jaz sem občasno še kje v kakšni komisiji, tudi za habilitacijski komisiji na Univerzi v Ljubljani in tam je še vedno tisto pravilo, ki so ga pred mnogimi leti uvedli zaradi mene, ko sem habilitiral, da moraš biti 3 leta prej asistent, preden lahko postaneš visokošolski učitelj.
Takrat so hoteli ste mene zablokirati, da ne bi mogel na en korak naprej, ampak nažalost so to prepozno sprejeli in za nazaj stvar ne more veljati. Ne. Tako da potem se pa, ampak je to prizdelo vse docente, ki so prišli za mano. Ne. Ampak s tem to omejimo tudi kogarkoli, recimo nek gostujoči profesor bi še vedno po pravilih moral biti 3 leta asistent, preden bi lahko. Ne to preganjamo. To preganjate, okej. V veliki meri preganjamo. To je eden moj osnovnih razlogov, zakaj sem se pridružil temu Smulu, je tudi to, da v bistvu se opozarja na take neumnosti, ne, ki so še vedno v sistemu noter. To, kar je kolega povedal, zelo prav in razlika, jaz mislim, da se je treba nad tem zamisliti. Tudi v Italiji je skoraj nemogoče, čeprav težnja včasih je, da ti kariero narediš znotraj svoje univerze. Jaz sem bil 5 let na Sardini, recimo konkretno. In to je bilo normalno, da mi smo bili največji uporabniki letal, vlakov v Italiji. In bil je čas, ko smo imeli popust, že zdavnega nimamo več, ne? Ampak to je bila norma pri nas, to je bila norma, da si pač kandidiral v neki od 82, to je problem, v Italiji je 82 univerz. Razumete? In to se pravi, da ta mobilnost je tudi, jaz ne vem, koliko jih je v Nemčiji, ampak tudi jih ni malo, verjetno, ne mislim. Ne? In ta mobilnost je pač mogoča tudi zaradi števila univerz. V Sloveniji, jasno, če imaš 4 univerze, je ta mobilnost pač manjša, no, razumem. Jaz bi, tako bi bilo lepo, da se o tem zamislimo, čisto enostavno. Osebno mislim, da je zelo dobro, da človek gre ven iz svojega prostora in da se znajde tudi sam in znađi se, kot se pravi, kamorkoli padeš, je tvoja odgovornost, ti postaviš katedro in greš sam naprej. In mislim, da je to zelo dobro. Zelo slabo je, če te stalno kdo drži za ročko. To je moje mnenje. Well, it's the same in Sweden. I mean, you're expected on a postdoc and you do it somewhere else, and especially you should do it abroad. But if you look at the statistics in Sweden, most people return, and Sweden is capable of pulling back the really good ones. Now the question here to Ljubljana is, do you have any statistics, how many of these people who go abroad, and maybe those who are the more, let's say, high performers, do you risk to lose those, or do we risk to lose those? Because that, I mean, the whole purpose of sending abroad is to actually get them to come home again. Otherwise, they've been I mean, the investment has been done, but you don't get anything back from it. And I guess that's a little bit my role why I came here. I have the experience from the Swedish system with both the good things and bad things, and also the next step when you actually do the, let's say, when the researcher, professor starts working, he creates some kind of output. Of course, in the technological faculties, that is often in the form of something that can be commercialized. Then there has to be a program to take care of that and make sure that when it actually becomes worth something, that it's not lost to some big multinational company that has used just taxpayer to have a free R&D. So that's so hopefully, I mean, I mean, I'm holding the Swedish flag here, of course, because it looks good on the picture, but in the heart I'm Slovene, because that's why I'm here. Profesor Skrbiš, vi ste bili v svoji karieri profesionalni izjemno mobilni. Kakšne so vaše izkušnje in kaj vi lahko o tem rečete? Mislim, da letom ali dvema sem sodeloval na diskusiji ameriškega Council of Graduate Research, kjer smo govorili o tej tenziji med brain drain and brain circulation. In zdi se mi, da univerze oziroma inštitucije, ki so v bistvu prevzele to idejo, da njihova delovna sila, v bistvu, da akademska delovna sila mora nekako cirkulirati in biti mobilna, da so to univerze v bistvu, ki so v zelo kratkem času napredovale precej dramatično. Če smem komentirati o izkušnjah moje lastne univerze, sedanje, enih 5 let nazaj smo uvedli zelo stroge academic performance standards in tako, da smo definirali zelo jasno, kakšni so pogoji za napredovanje iz, recimo, stopnj od lecturer to senior lecturer in tako naprej. In v bistvu smo začeli zelo jasno definirati, kaj so pričakovanja naše inštitucije. In to je popolnoma spremenilo značaj inštitucije. Popolnoma je tudi spremenilo diskusije, ki se dogajajo na nivoju oddelka, recimo, o tem, kaj je primerno in neprimerno obnašanje oziroma aktivnost.
To ima sicer svoje negativne plati, prav tako. In mislim, da gre v bistvu za vprašanje, kako v bistvu nekako najdemo ravnotežje med temi zelo striktno postavljenimi standardi in nekako kako ohranimo v bistvu eno odprto kolegijalno kulturo znotraj naših oddelkov. To niso enostavna vprašanja, ampak ne znam si predstavljati univerze, ki misli o sebi kot o važnem, pomembnem akademskem akterju v prihodnosti, ki se v bistvu ne bo soočila s temi zadevami, s temi vprašanji. Kaj je meni zanimivo pri vsem tem, je v bistvu, kakšna je vloga nas, ki sedimo okrog te mize, oziroma kakšna je vloga SMUL-a, da v bistvu pomaga v razmišljanju, razmišljati o tem, kaj to pomeni za Ljubljansko univerzo. Nimam popolnoma jasnega odgovora, ampak na nek način, ko poslušam naše različne prispevke tule, se mi zdi, da na nek način moramo priznati, dati Ljubljanski univerzi eno stopnjo avtonomije o tem, kako v bistvu uravnava regulira svoje lastno delovno silo, kako se odpira v svet in tako naprej. In vprašanje je, kakšna je vloga SMUL-a, da v bistvu da tem usmeritvam nekako neke ideje, ki lahko pomagajo temu. In mogoče bi se sedaj usmerili v to vrstno diskusijo, ker na konec koncev moramo razmišljati o tem, kakšna je naša vloga, zelo konkretno, kakšne aktivnosti bomo podpirali in zagovarjali za to, da bomo v bistvu izvršili svoje poslanstvo. Tako, hvala. No, seveda, ja, profesor Čopič, boste kar vi zdaj le? Čisto kratek komentar na to vprašanje, torej ostajanje na domači inštituciji in sve odhajanje ven. Mi se torej na univerzi zelo zavedamo te nujne potrebe, da ljudje vidijo, da grejo vsaj za eno leto v tujino, po drugi strani tega ta univerza doslej ni bila navajena. Tretja reč pa seveda, da bi pa omejili to, da nekdo, ki je tukaj študiral, se ne more na Ljubljanski univerzi zaposliti, pa preprosto zaradi majhnega slovenskega prostora preprosto ne gre. Torej, preostali dve univerzi sta toliko manjši, da pretok samo med Mariborom, Koprom in Ljubljano tega problema ne more rešiti. Se dogaja, ta se močno v veliki meri dogaja, s tem je seveda zaradi velikosti Ljubljanske univerze, gre predvsem za pretok iz Ljubljanske univerze na Maribor in Koper, v obratni smeri tudi, ampak seveda zaradi same velikosti bistveno manj. Tako da tukaj smo nekoliko, kar nekoliko, ampak resno omejeni z majhnostjo slovenskega duhovnega prostora. Ja, hvala. Še kdo na to temo? Ja, gospa Čukanovič, ne? Če lahko dodam vprašanje, ki smo ga imeli že 3 leta nazaj na svetu vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu z gospodom Finkom, sva tam člana. Nerodno vprašanje je pravzaprav. Nimamo nikjer nobenega seznama študentov, ki so na različnih izmenjavah in nimamo vpogleda niti seznama vseh bilateralnih ali multilateralnih projektov. Zdaj, to je mogoče ena konkretna neka naloga, ki bi jo za začetek morda opravili, če se da, ker to je zadiranje v neko zasebnost. Ne vem, če vsak hoče dati vedeti, da je šel nekam ali da ni šel, ali pa kaj se kje dogaja. Tako da včasih se zgodi, ker recimo Srbijo je zelo intenzivna izmenjava na vseh nivojih, se zgodi, da popolnoma slučajno izvem nekaj, da je nekdo iz Slovenije tu, pa bi se lahko bolje izkoristilo ali obratno. Tako da mogoče nekaj v tem smislu. A lahko komentiram? Ja, seveda. Glede na vaš komentar, mene zanima, a je Univerza v Ljubljani sodeluje mogoče s kakšnimi društvi ali pa ker Slovenci se precej družijo po svetu. In pred 2 letoma je bilo organizirano društvo v tujini izobraženih Slovencev. Tako da ne vem, in tisto društvo ima zdaj 300-400 članov.
Ne, to nima veze z uradom, to je čisto samostojno društvo v tujini izobraženih Slovencev. Če vam lahko jaz povem, mislim, da v minulem tednu je bil posvet dvodnevni, teh prišlo jih je skoraj 200 imenitnih, nekateri od teh mladih raziskovalcev, profesorjev, izjemno plodne diskusije so tudi, kot sem videla, člani, ki so se včlanili v ta smul, ne? Tako da to seveda obstaja, ne? Gospod rektor, zdaj pa kako je pa s tem seznamom, a lahko vi kaj poveste? Ja, gledajte, tukaj je nekaj nerodnih zadev, ne. Taka nerodna zadeva je, da smo vam vsem obljubili, da ne smemo, da ne bomo dajali teh podatkov nikomur drugemu in to k temu nas tudi zakon zavezuje, ne. In nekaj podobnega velja za druga taka društva. Čeprav s tem, ki ste ga vi omenila, ne, smo bili v kontaktu in smo potem tudi uporabili to mrežo za vabljenje k nam. Je pa seveda stvar odločitve posameznika potem ali... Kaj pa sodelovanje je možno? Jaz razumem, da ste samo uporabili pač... Ja, smo v stiku z njimi, smo v stiku tudi recimo v Ameriki imajo posebej tudi tako društvo, če ste zasledili. Tajnica sem bila lani vtisa, tako da smo v stiku z njimi, smo se že tudi inicialno pogovarjali, da bi morali biti kakšen dogodek skupaj pripravljeni, ker se ti dogodki potem dostikrat zgodijo ravno tukaj v Sloveniji in ni razloga, da ne bi zdaj, ko smo enkrat formalno vzpostavljeni, razmišljali tudi o tem, da se povežemo še s kom drugim za kakšne konkretne aktivnosti, tako da ta pobuda je vredna pozornosti, sigurno. Samo to bi še dodala, ne, da pač vtis ima seznam vseh, ki so v tujini, tako študentov, kot tudi zaposleni. No in se ta vtis ima dvoletno srečanje vedno, ne, mislim, vsako, ja. Enkrat letno, ja. Ne, vsaki 2 leti. Vsako leto decembra. Ja, to posebej, ampak recimo, ki prihajajo pa v Slovenijo... To pa ja, to zdaj ne vem točno, ampak vem, da je vsako letno srečanje z decembra vedno bilo. Potem pa so še ostali dogodki, ki se verjetno ali vsako leto ponavljajo po vsaki 2 leti. Ja, tu so take strokovne diskusije, pa tudi recimo njihove same izkušnje kot take. Saj zato mene zanima, ne, kakšna so pa potem vaša pričakovanja od tega smula? To, kar je profesor Skrbiš načel. Mislim, vas udeležence vse sprašujemo. Če dovolite, kakšna je bila moja glavna motivacija tega se vključiti v to svetovno mrežo? Ja? Bom rekla, iskreno povedano, če bi rekla sodelovanje s slovenskimi znanstveniki, to gre po mojih kanalih ravno tako dobro, kot brez te mreže, moram, kar bom rekla, trdo povedati. Ja? Po drugi strani, kaj me pa resnično k temu, bom rekla, mi dalo misliti, je to, da kot članica te mreže lahko mogoče pomagam spremeniti zabetonirana birokratska pravila na univerzi, ki omogočajo oziroma ne omogočajo priznave doktoratov in ostalih zadev Slovencev, ki so izobraževanje praktično naredili v tujini. In zakaj to omenjam? V svojem laboratoriju sem imela 2 odlična oziroma 3 odlične slovenske študente, ena je potem dobila tudi pri meni doktorat in je rekla, meni je vseeno, v kateri državi dobim doktorat, ker tako ali tako hočem iti v industrijo, ne nazaj na univerzo, tako da mi je vseeno, če mi univerza nostrificira oziroma prizna doktorat ali ne. Druga 2 študenta sta se potem takoj po izmenjavi odločila za vračilo v Slovenijo, ker bi želela ostati na univerzi in sta rekla, če začnemo kot mlada raziskovalca, potem pridemo pravočasno v sistem in ne pademo ven. Ja, in zaradi tega bi res apelirala na univerzo, da se malo pogleda v te stara pravila in se jih malo spremeni za dobrobit tudi internacionalizacije. To pomeni dobrim slovenskim študentom omogočiti pridobivanje doktorata v tujini in potem priti nazaj na slovensko univerzo brez strahu, da so zaradi teh 3 ali pa 4 let padli iz sistema in nimajo več možnosti nadaljevanja dela v Sloveniji. In to je moja osnovna motivacija, zakaj sem v tej mreži. Ker nočem, da ostanejo zunaj, kot sem jaz. Ja,
zelo decidirano povedano in hvala. Gospod rektor, na vas je zadeva, da pojasnite. Jaz sem že pojasnjeval zdaj tekom današnje razprave kar nekaj ukrepov, korakov, ki so bili storjeni v to smer. Tako da zdaj predvsem bi želel res, če kdorkoli vidi, je naletel na konkretno oviro, konkreten primer, da opozori na to, da vidimo, ali zares to še obstaja, ali smo pa mogoče ta problem že rešili. Ker nam je isto v interesu, da se ne zapiramo, da dobimo najboljše ljudi, da omogočimo vstop zlasti mladim, ko gre za taka delovna mesta. Moram pa reči, da tudi sicer, recimo, če vzamemo doktorski študij, se, zdaj na pamet ne bom vedel, ampak bom sam ocenil, vsaj četrtina, mogoče preveč, 20% doktoratov piše v tujih jezikih, kjer se delujejo tudi tuji mentori. Skratka, tukaj ne gre več za, bi rekel, domačo obrt, da tako rečem, ki bi bila samo v tej hiši, in ta izmenjava je koristna. In seveda nekateri pa tudi potem v sodelovanju naših mentorjev drugje, delajo doktorat tudi zunaj. In tako da teh kombinacij je kar nekaj, ampak lahko pa, da so še kje primeri, kjer to ne teče, in bomo zelo hvaležni, če boste opozorili na take primere, ker nam to potem da podlago za kakšne ukrepe, ki so morda še potrebni. Samo kratek komentar. V tem problemu, ko je drugi mentor na Ljubljanski univerzi, ni nobenega problema. Problem se vzpostavi, ko je to, bom rekla, doktorat na neki univerzi, kjerkoli, kjer se je pač študent sam izbral in tam doktorira in potem poskuša priti nazaj oziroma dobiti delovno mesto na univerzi, po domače povedano. To so, bom rekla, kjer je ta, mislim, da prehod malo problematičen trenutno. Če dovolite, bi še jaz dodal tole. Kolegica je opisala ta bolj manj tipičen kapilarni sistem. Vstopiš od spodaj zgor in potem te potegne do vrha, pač, če si dovolj vztrajen. Če greš iz sistema ven, potem je praktično nemogoče priti nazaj, to sem tudi na lastni koži izkušnja. Ampak če se gremo internacionalizacijo na vseh ravneh, v končni fazi, jaz mislim, da bi bilo fino, če bi lahko marsikdo med nami tudi za rektorja kandidiral tu lahko na univerzi v Ljubljani. Recimo, pa zdaj ni možno. Zaradi tega, ker je osnovni pogoj za to, da lahko kandidiraš za rektorja, to, da si zaposlen na univerzi v Ljubljani. In to pač je ali pa v Mariboru ali pa kjerkoli. Tako da v bistvu tista popolna internacionalizacija je potem seveda se treba na vseh ravneh izpostaviti. Ko sem jaz enkrat to dilemo odprl na univerzi v Mariboru, mi je tajnica povedala, da v bistvu to seveda ni možno, ker človek, ki pride od zunaj, ne more poznati, kako deluje univerza. Ker pa ne vem, če po celem svetu to funkcionira, da bi bilo tukaj kaj posebej komplicirano v univerzi v Ljubljani ali pa v Mariboru, me malo čudi. Ampak še eno tako pravilo. Boste kaj odgovorili? Nisem, lahko jaz nekaj pojasnjujem. Mi imamo pač dva modela univerze. Mi smo še zmerom bolj tradicionalni, v tem smislu, da univerzo organiziramo kot skupnost. In ta skupnost potem generira notranja pravila in seveda tudi volji rektorja. Če greste pa v avstrijsko univerzo, pa tam rektorja nastavi država od zunaj. Tega mi ne dovolimo. Mi branimo avtonomijo univerze, to je pa druga plat te medalje. Tako da je treba pač stvari gledati z različnih zornih kotov. Jasno pa, da ima to posledice tudi na drugih področjih potem lahko. To se strinjam. In zato želimo kompenzirati to ravno s tem, da bi imeli več tujih predavateljev, učiteljev, da bi bila izmenjava intenzivnejša, bolj obsežna in tako naprej. To ni čist res. Mi smo pred kratkim izvolili novega rektorja medicinske univerze, izvolili so ga pač delavci univerze, potrdil ga je potem svet univerze in tukaj politika oziroma država ni imela veliko. In država ima v svetu svoje ljudi. Pri nas pa svet nima nič opravka z rektorjem. Ampak ni bilo to politična odločitev. Še kdo na to temo? Sistemi so večkrat zelo različni in s tem se je treba pač soočiti, po mojem. Je res, kot je bilo rečeno, da nihče ne more kandidirati za rektorja v Ljubljani, če ni pač na delovnem mestu, kot se pravi. Pri nas recimo to, kar se je zgodilo v Kopru, da rektor odstavi dekana, to je absolutno nemogoče.
To samo fakultetni svet lahko odstavi dekana. Ne? Rektor nima nobene pristojnosti v tem. Se pravi, da so zelo globoko različni ti sistemi. In še enkrat bi to poudaril, je že res, da ena od nalog, no, recimo te družbe, no, če lahko tako imenuje, je, kako lahko od zunaj pogledamo na Ljubljano, kaj lahko naredimo in itd. Ampak še vedno jaz ustrajam tudi v obratno smer. Ljubljana ima ogromne sposobnosti izvoza znanja, ne samo uvoza, izvoza znanja. Jaz govorim za svoje področje, jaz ne grem na fiziko, ker jaz govorim za svoje področje. Oprostite, so slavisti na vrhu, bi rekel, evropske lestvice. In zakaj ne razumem, zakaj, in ostanejo v pričakovanju, kot povsod po celem svetu, ja, se bom prej slej izredni, se bom prej slej, ampak leta minejo. Zakaj ne grejo v Ameriko, ker so boljši slavisti kot ameriški slavisti, če dovolite, no, mislim, enostavno povedano. Ja, mi ne imamo enega težko dobimo slovenista v Italiji. Ker nihče slovenistov imamo tukaj na desetine in komaj, da smo dobili neko kandidaturo, za katero sploh ne vemo, če bo šla skozi. Komaj. Niti enega iz cele Slovenije za mesto izrednega profesorja na univerzi v Rimu. Na vse zadnje, veste, ni prav tako zanemarljiva zadeva. In nimamo kandidatov. Se mi zdi nemogoče. Komaj smo našli. Če pogledamo slovenistiko, se mi zdi, da je najbolj zaprta. No, če lahko na to temo še nekaj pokomentiram. Jaz se precej strinjam z vami, da je ta naš svet, ki je mali, tudi ostal in preveč ostaja zaprt, tudi miselno, tudi kulturno, morda na nek način. In vam bom ilustriral to zdaj z pripravo nove strategije internacionalizacije na državni ravni. To nekatere države imajo, zato da bi sistematično sledili nekim ciljem, kot so to, da se ta pretok ljudi, znanja povečuje in potem tudi državni programi s svojim denarjem sledijo temu. V evropskih državah je to precej pogosta reč. No in ko so se pri nas lotili zdaj priprave te strategije in smo jo obravnavali rektorji vseh naših univerz na rektorski konferenci, smo bili zelo kritični do nje, ker je taka, bi rekel, sama že v osnovi zastavljena zelo, bi rekel, tako omejujoče, zaprta v tem smislu. Imamo zdaj recimo nekaj odstotkov študentov, pa jih bomo v prihodnje povečali za odstotek ali dva, pa in tako naprej to gre, po vseh teh parametrih. Tudi izmenjava učiteljev podobno in tako naprej. Ampak tistega temeljnega premisleka, zakaj internacionalizacija, zakaj v tem globalnem svetu to potrebujemo, tega pa pravzaprav ni bilo in mi smo apelirali ravno za ta miselni, konceptualni obrat, ki je potreben, tudi v tem smislu, da imamo precej znanja, ki bi ga lahko drugim ponudili, da bi lahko bolj odprli te javne univerze za tuje študente, ki bi konec koncev, tako kot drugje, tudi plačali lahko svoj študij, tako kot ga drugje plačajo. Ampak tega zaenkrat ta prostor, bi rekel, zelo, bi rekel, z eno rezervo gleda na to, bodisi da gre za ta javni politični prostor, kjer se te strategije sprejemajo in kjer se denar deli, ampak v precejšnji meri se borimo, če moram to kar priznati, tudi znotraj univerze s pogledi, ki so dostikrat usmerjeni navznoter in vase, ne pa navzven. Ne glede na to, da imamo recimo raziskovalce, ki sodelujejo v mednarodnih timih, ki hodijo na konference, to kar teče, to je bilo prevzeto kot nekaj normalnega, ampak to, da bi pa prišlo do teh izmenjav na tej ravni višji, da tako rečem, da bi tudi se šli recimo malo ponudbo tega našega znanja v tuj prostor, tega je pa razmeroma malo. Tu prednjači mogoče ekonomska fakulteta, zdaj znotraj univerze, ampak mnoge fakultete so pa še zelo odzadaj, tudi konceptualno, in to poskušamo tudi sami spreminjati in tukaj ste nam lahko konec koncev pomoč. In tukaj bi rekel, je tudi ena od vlog te mreže lahko, da bi skozi njo govorili vi
našim ljudem, ker se mi zdi, da kot ponavadi, ne, preroki prihajajo od zunaj, ne od znotraj. Ne. No, zdaj, to je druga plat vprašanja. Če smo prej govorili o tem, kakšno so vaše pričakovanja, je zdaj gospod rektor lepo povedal, kaj pa univerza kot taka pričakuje, univerza v Ljubljani kot taka pričakuje od SMUL-a, ne, oziroma od vas, vaših dejavnosti. Ja, gospod Fink, sem vas prekinila, povejte. Niste dali besede, samo v zvezi s tem zadnjim bi rad morda celo kot informacijo. Zadnjič, ko smo bili na Ptuju v svojstvu članov sveta za Slovence po svetu, pa Maja je bila tudi zraven, sem jaz med drugim gospodu premijeju predlagal, oziroma sem ga prosil za razširitev, za noveliranje zakonodaje. Zato, ker dostikrat se Slovenci po svetu znajdemo z določenimi težavami, pridemo v Slovenijo pa rečemo, gledajte tole, glede šolstva, glede univerze, glede tega, onega, no, to je zelo splošna konstatacija, ne glede na univerzitetno. Pa nam vedno rečejo, ja, tega pa zakonodaja ne dovoljuje. Tega tle pa ne moramo nič, zato je treba spreminjati zakonodajo in to in ono, to je pa težko, a veste, kako je to in ono in tretje. In se ne da. Tisti se ne da, se pa nekako vleče in potem se pridemo do tiste besede zablokirani ali zabetoniranosti, o kateri je prej gospa kolegica govorila. In jaz sem to gospodu Miru Cerarju povedal, on je potem v odgovoru rekel, gledajte, gospod Fink, to je njegova beseda, pa popravi me, prosim, veste, naša zakonodaja je zelo toga, ampak je toga tukaj, je rekel, in tako je pokazal s prstom. Je toga tukaj, tako da se celo bojim, da bomo lahko zakonodajo spremenili, tukaj bomo pa še ostali togi. To je rekel on. Kaj je se mislil, ne vem, ne bom odpiral, ne bom šel v njegovo glavo, niti ne vem, kaj bo. Rekel je pa, in to lahko povem kot informacijo, pa tudi ne vem, kaj bo iz tega ratalo. Pardon, nisem prižgal tega. Da je moj glas še vedno krepak, no. Rekel mi je pa, da bo on skušal iz svojega mesta promovirati neko spremembo. Ponavljam, spet ne vem, kaj bo, do kje bo prišel. Ampak to je rekel on. Hvala lepa. Sta že prej povedala, da se recimo ravno, ja, ampak ravno recimo okrog primera habilitacije. Tudi same fakultete očitno ne vedo, kako recimo lahko ta postopek ali se pospeši, kakorkoli. Tako da ni vse samo v zakonodaji. Definitivno. Aha, ja, prorektorica. Pričakuje od te mreže. Univerza v Ljubljani je skupnost 26 članic, od tega 3 akademij, in internacionalizacija na teh članicah poteka z različno brzino in z različnimi, bom rekla, dimenzijami oziroma z različnim odnosom do tega. Če si pogledamo mogoče en primer, ki je na strani bolj razvite internacionalizacije, to je ekonomska fakulteta, ki je bil omenjen, potem bi lahko rekli tole. Internacionalizacija pri nas že dolgo ni več samo pošiljanje študentov v tujino. Tudi ne samo sprejemanje študentov iz tujine. Tudi smo že internacionalizirali in se zavedamo pomena, in to tudi počnemo, pošiljanje in sprejemanje profesorjev. Ampak mi smo šli še naprej. Mi smo trenutno fokusiramo predvsem na izmenjavo administrativnega osebja. Mi izmenjujemo zaposlene, s čimer pa seveda omogočamo tudi pretok znanja in tudi postopkov, tudi za spremembo nekih postopkov, ki so mogoče pri nas drugačni, kot so v svetu, zato ker tudi administrativno osebje to primerja. Nadaljna orientacija internacionalizacije je pa to, da ne gre samo, da mi hodimo v tujino iskati znanje in ga prinašamo domov, ampak da tudi tujina hodi k nam in prinaša znanje sem. Mi imamo zdaj prav izraz oziroma usmerjenost v internacionalizacijo doma, s čimer želimo fakulteto spremeniti v nek odprt prostor. Danes je tako ali tako preko internetnih omrežij vse globalno, ampak vendarle lokalno tam, kjer se nahajamo. In da bi bila izkušnja študijska in raziskovalna na naši fakulteti že po sami naravi mednarodna,
Se pravi, da dejansko vse strukture vključujemo v nek proces sodelovanja, tiste, ki prihajajo in tiste, ki odhajajo. In če zdaj razmišljamo z to filozofijo na primeru Smula, prihajanje strokovnjakov iz tujine k nam ne pomeni samo prihajanje znanja iz tujine. To mi upamo, da bo pomenilo tudi več sodelovanja z članicami, in skupno kreacijo znanja, za katerega je pa čisto vseeno, kje nastaja, sej postaja globalen, čez naše publiciranje, čez naše raziskovalno delo in tako naprej. Tako da pričakovanje mogoče od Smula za strani univerze je to, kar smo zapisali v ustanovno listino, da bi pospešili internacionalizacijo in sicer na področju našega pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela oziroma celo globalno, kot smo poimenovali to našo mrežo. Ja, tudi programe imamo, recimo pri internacionalizaciji, če že to omenjamo, ki jih izvajamo zunaj, recimo v Indiji imamo programe, potem pa seveda zelo močno, to je pravzaprav bolj orodje, ki je financirano strani bilo Evropske unije, skupni in dvojni programi, ki ste jih pa nekateri tudi že upoštevali, že omenjali, vsaj v neformalnem razgovoru. Tudi to je eno zelo, zelo močno orodje. Konkretno se vrnem k zakonodaji in teh gostovanjih in tako naprej. Recimo ljudje smo omejeni s točkami, mi ne smemo imeti več predavanj, za vse velja, za nas in za tukajšnje. Torej, pri meni ne morejo gostovati profesori iz Ljubljane, zato ker so že omejeni s temi številom ur, ne vem, točkami gor dol in ne gre. Zdaj ne vem, a se to da, to vem, da je Bologna in to vse, a se to mogoče da nekako umiliti. Bologna na način slovenski, Bologna je povsod drugačna. Vsak ima svojo Bologno. Tem še in še, ampak se mi zdi ob koncu samo stavek 2 o še eni temi, namreč, ko sva z gospodom predsednikom govorila, ne smemo tudi mimo tega, kar je že v dokumentih Smula zapisano, da naj bi skrbel tudi za redno srečanje članov ob organiziranju raznih posvetov, konferenc ob raznih relevantnih temah. Pa me zanima, kako vi ocenjujete tako srečanje in pa katere družbeno relevantne teme, poleg seveda ozkih specialnih, kar ste posamezni raziskovalci raziskujete, poučujete, se vam zdijo ta trenutek ali pa recimo nekje v prihodnje. Omenili smo že zdravje populacije ljudi in tako naprej. Ta medicina je nenehno prisotna nekako. Kaj pa drugo? Kdo kaj na to temo rekel? Jaz ne maram biti z dovoljenjem, jaz ne maram biti preveč splošen, ker se zavedam svojih napak, no menda, ne vseh, ampak ena izmed taj, da grem hitro v internet, ker sem pač za mednarodne zadeve, grem takoj v globalne zadeve, v globalno mišljenje. Meni se zdi, da bi morali pač poudarek biti na jeziku, pa na, bi rekel, na mednarodno-politični navzočnosti Republike Slovenije, zunaj. To mislim, da bi poudarek moral biti v teh stvarih, ki so tako lastne in ki tako, bi rekel, kvalificirajo, ki so tako lastne naši identiteti. To bi jaz mislim, da bi bilo moralo biti ena izmed glavnih stvari. Tudi ostali, a veste, se ne gre v končni konsekvenci tudi zato, da bi se riskiralo recimo posamezne specializacije, s katerimi se pač ukvarjate, ampak Smul kot tak, bi prihodnje dobil neko tudi javno težo in jaz kot recimo, ne vem, predstavnik nekega medija, vem, kako recimo javnost pričakuje, reagira od takega recimo telesa. Jaz mislim, da bi ena možna vloga sveta Smul lahko bila, kako
ljudi z različnih koncev bi lahko mogoče pripomogli k definiciji, kaj je znanstvena odličnost, pedagoška ali pa akademska, kako to definirati in kako to definirati na način, ki bi bil transparenten. Ker moje izkušnje so sicer zelo različne od slovenskih. V Sloveniji ne živim in ne delujem že 15 let, sem pa živela in delala v Avstriji, Ameriki in trenutno v Nemčiji. In transparentnost je na vsaki inštituciji, od katerih sem do sedaj delovala, enormno različna od transparentnosti tukaj. In predvsem poudarjam transparentnost o znanstveni in akademski odličnosti. Jaz mislim, da bi tukaj to lahko bila ena naših istočnic. Kako vsakdo v raznih državah pač to stvar To bi bila tema, ja. Meni se zdi. Ja. Soglašam. Ja. To zanimivo, ja. Še kdo? Ja, profesor Čopič. Mislim, da bi morali v ta program dela, ki je pravzaprav zdaj v razpravi, ravno to dodati, to se pravi vaše sugestije, iz današnjega že pogovora je to jasno, so nam lahko zelo dragocene, posebej še na takih vprašanjih, ravno ko ste jih zelo odprli. Jaz mislim, da seveda se na marsikakšnem delu naše univerze prav dobro zavedamo, kaj je odlično raziskovalno delo, imamo pa dejansko, se zavedamo znotraj univerze sami, določene, torej resne težave, to nekako spraviti v zavest vseh na univerzi. Naravoslovje je precej drugačnem položaju kot nekatera druga področja, tudi znotraj naravoslovja so zelo hude razlike, mislim, da recimo neka fizika je absolutno internacionalizirana in se to prav dobro vidi, medtem ko ampak problem, ki ga imamo, je seveda, da z našim lastnim notranjim preprečevanjem nismo dovolj uspešni in tukaj nam vi seveda lahko na vsak način močno pomagate. Zelo dragocene so tudi vsako opozarjanje na notranje probleme, ki jih mi mogoče sploh ne opazimo, kot je recimo to, ko ste prej omenili vpisovanje v COBISS, ki pa je dejansko lahko huda ovira, kadar govorimo o pretoku pač ljudi iz tujine. Tako da to bi jaz na vsak način tle dodal. Torej tako. In seveda še naprej opozarjanje na zakonske težave, ki se jih tudi mogoče lahko zavedamo, pa jih sami spet s težavo spravimo v javno razpravo, nam tudi takole združenje lahko močno pomaga v naši lastni domači pač. Mogoče samo en komentar v zvezi s tem, ko bi se... Ja, izvolite. Kot sem jaz zdaj prišel iz slovenskega sistema na avstrijski sistem, je bilo ta prehod, ko bi rekel, da so oni dojeli, da sem jaz že kdaj kakšen članek v življenju objavil, zelo preprost. Jaz imam vse svoje članke nekje v mednarodnih bazah, kot so Scopus in tako naprej, in jaz imam svojo researcher ID številko, in ko pač pogledajo tisto številko, po celem svetu lahko vidijo, koliko sem jaz objavil, koliko so moja dela citirana in ne rabimo sploh spostavljati neke sporedne mreže, ko bi rekel, bibliografske, ker pač je to dosti bolje. Mi tako citiranost na RRS-ju merijo preko Scopusa. Se strinjam, ampak... To je milijonkratno delo. Se strinjam, ampak dokler nekdo zares jasno ne opozori, mi smo pač znotraj SICRIS-a in COBISS-a in pač nam ne predstavlja kakšne resne ovire, zato ker pač to teče nekako kakor toliko avtomatsko, vsaj večinoma. In zdaj, ko ste to opozorili, bomo se tega vprašanja gotovo nekoliko pač toliko posvetili. Kaj bo nastalo, ne obljubim, zato ker tukaj je spet, to je diskusija med nami in agencijo, ki spet je, ampak vaše pripombe so tukaj lahko zelo dragocene. Leta 2005 me je kolega Demšar vprašal, kako sem jaz lahko vodja skupine na Max Plancku, če nima nobene objave.
In pač se on je pogledal to v Kobis, ne. In potem smo pač takrat najeli neko knjižničarko, ki je to vnesla v velikih mukah, ne, ampak pač nikomur več za mano tega ni hotela narediti, ker pač tak človek, ko pride noter, nima 5 objav ali pa 10 objav, kot mogoče kakšen podoktorski študent ali kaj podobnega, ampak pač jih imaš stotine, ne, in potem je to komplicirano. Ja, ampak mogoče ne, v 5 letih je kar dolga doba, se zelo veliko stvari spremeni. In imeli zdaj za enega profesorja iz Avstralije vnašamo v Kobis in tisto, kar je mednarodno verificirano v teh mednarodnih bazah, se zdaj potegne v Kobis noter in ni problem. Problem bi bile lahko samo kakšne, bom rekla, bolj interne raziskave, pa seveda tudi monografije in knjige, ker jih more videti, ne, če niso verificirane v teh mednarodnih bazah. Zdaj pa marsikatera založniška hiša dela na tem, da bi tudi knjige oziroma poglavja spravlja na isti sistem, kakor je to. Pod črto torej tiste objave, ki štejejo trenutno, dajejo točke v tem našem sistemu, zato da se lahko tudi kot raziskovalce pa kot profesor prijaveš, v glavnem so v teh mednarodnih bazah in tehnično to ni več tak problem. Problem je, a lahko nekdo dobi šifro raziskovalca, da ga vpišeš v Kobis. Tam se v resnici ustavlja. Vam prej povedal, jaz sem dobil šifro raziskovalca samo zato, ker je v seznamu Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu, ki je sociološki med drugim, nima žive zveze s tem, kar delam jaz, in jaz sem se tam vpisal in zato sem dobil šifro. Ker ni nobenega drugega inštituta, v katerega se lahko vpišeš, ki bi bil priznan v Sloveniji. Zdaj, če jaz bi delal v Firencah v enem inštitutu kavenja za svetovno zgodovino, ga ni. Razumete, v čem je problem? In še povem, ta moj vpis v Slori, ta slovenski raziskovalec, to je falš vpis. Povejmo, jaz tam ne delam, jaz nisem sociolog, ampak se moram imeti tisti inštitut, zato da sem lahko dobil šifro. Nekaj ne štima, no, čisto. Žal, spoštovani udeleženci, tem je še in še, priložnosti bo pa najbrž tudi za razpravo, za razna srečanja. Brez velikih besed ob koncu bi s gospodom predsednikom samo na pojme opozorila, ki so bili danes izpostavljeni in bodo še v prihodnje najbrž predmet razprav, diskusij, srečanj in tako naprej. Skratka, odprtost univerze, mobilnost, tu je bilo zelo poudarjeno, internacionalizacija, sprememba pravil, zakonov in tako naprej, potem seveda nadgrajevati že obstoječe sodelovanje, tisto, ki že obstaja, ali pa odpirati novo, poudarki in posebna razprava okrog znanstvene odličnosti, transparentnosti. Gospod predsednik, še kaj takega? Ne, zanimivo, da najprej najlepša hvala prvič za zaupanje in hvala za to zelo bogato diskusijo. Zanimivo, da so vaši povzetki skoraj popolnoma pokrili vse, kar sem jaz hotel povedati. Ampak zdi se mi, da ima SMUL eno res pomembno vlogo, ki jo lahko odigrava v prihodnosti. Predvsem ta zanimiva diskusija o omejitvah, ki jih člani v bistvu opažajo v smislu sistemskih in zakonskih omejitev. To je nekaj, na kar mi lahko povsem upravičeno in na pravilen način v bistvu izrazimo in opozarjamo na te omejitve, zaradi tega, ker se velikokrat mi znajdemo v primežu le-teh. Tako da to se mi zdi vsekakor eno zelo pomembno izhodišče.